Pozdravljeni. Le 24 točk loči Landa Norrisa, Oskarja Piastrija in Maxa Verstappena. Ampak kaj to v resnici pomeni, ko sta na letošnjem koledarju še dva dirkaška vikenda? Verjetno smo vsi mi navdušenci naleteli na članke ali analize, ki so govorile o tem, kako se je kar naenkrat po veliki nagradi Las Vegasa prvenstvo znova odprlo. Če smo pravzaprav iskreni, približno pred mesecem dni, 23. novembra, sem objavil članek, kolikšne so možnosti Maxa Verstappena, da postane letos prvak. In seveda takrat sem govoril, da mu sam osebno dam med 20 in 25 odstotki možnosti. Ampak nekateri bi lahko sedaj dejali, da se je zadeva bistveno spremenila, saj je sedaj le 24 točk za Landom Norrisom in je v fantastični formi. A mi navdušenci pogostokrat pozabljamo, da pravzaprav Max Verstappen ni sam na progi, da sta prisotna tudi Lando Norris ter Oscar Piastri in še marsikdo drugi. Vsi tisti, ki menijo, da bo na primer Max Verstappen z lahkoto lahko ubranil letos tudi naslov svetovnega prvaka med vozniki, pozabljajo na neko bistveno dejstvo. A res, do konca letošnjega prvenstva sta še 2 dirki za veliko nagrado in en sprint, kar pomeni 58 točk. In nekdo bi dejal, če je 58 točk na razpolago in če vemo, da je razlika le 24, je seveda logično, da ima, glede na formo, Max Verstappen presneto veliko možnosti, da doseže svoj 5. naslov svetovnega prvaka Formule 1. Ampak zadeva ni tako enostavna, ker mu mora pri tem pomagati najprej Lando Norris in seveda tudi Oscar Piastri. Bodimo iskreni, Max Verstappen je zmožen zmagati obe dirki, tako ono v Katarju kot ono v Abu Dhabiju, in seveda osvojiti v Katarju tudi letos zadnji sprint. Ampak ali je to dovolj? Če se malce spustimo v računanje, bomo videli, da je na primer Lando Norrisu dovolj, da je na obeh dirkah za veliko nagrado 3. in na sprintu 4. V primerjavi z Maxom Verstappenom, ki bi zmagal v vseh 3 primerih, bi tako Britanec izgubil le 23 točk. In Max bi bil lepo drugi s točko zaostanka. Toliko o tem, kako odprta je še situacija v letošnji sezoni. Pa ne smemo pozabiti na nekaj, da na veliki nagradi Las Vegasa, ukolikor ne bi prišlo do diskvalifikacij obeh McLarenov, bi lahko bila situacija še bistveno bolj zaprta, da ne rečem bistveno bolj dokončna, kar se tiče boja za sam naslov. Tudi Oscar Piastri je nekako pridobil v primerjavi z Landom Norrisom, ker sta bila oba diskvalificirana. Namreč njegov zaostanek se ni povečal. Ampak
Sedaj se lahko mirne duše začnemo spraševati, ali Lando Norris z McLarenom bo imel težko delo, dvakrat zasesti tretje mesto na dirki za veliko nagrado in na sprintu seveda priti na cilj kot četrt. Ponavlja se situacija, ki smo jo videli v sezoni 2016 pri tovarniški ekipi Mercedes, ko je bil Rosberg voznik, ki mu je bilo potrebno priti na cilj kot drugi, in Lewis Hamilton, njegov moštveni kolega, lahko zmagal vse preostale dirke, kar je tudi storil, ampak na koncu je svetovni prvak postal Nemec. In seveda lahko se začnemo spraševati, kaj se lahko zgodi. Če želimo imeti popolnoma odprto prvenstvo, na primer na finalu v Abu Dhabiju, bi seveda moral, na primer Max Verstappen, dirko zmagati za veliko nagrado Katarja in Lando Norris odstopiti. Tu seveda je zadeva odprta, ampak zakaj bi Lando Norris odstopil? Mogoče zaradi trka v samem boju s kakšnimi nasprotniki ali pa zaradi tehnične okvare. Ne smemo pozabiti, da ima v samem finalu Max Verstappen veliko prednost tako pred Norrisom kot pred Piastrijem. Namreč ima čisto nov pogonski sklop, ki so mu ga vgradili veliki nagradi São Paulo. Ampak brez zunanje pomoči tudi to ne bo dovolj. In tu seveda se sedaj odpira ponovno vprašanje tako imenovanih papaja pravil. Bo Oscar Piastri opustil in bo dal prednost Landu Norrisu, ali pa se bo z njim boril praktično na življenje in smrt. Ne smemo pozabiti, da Oscar Piastri je v bistvu na isti poziciji kot Max Verstappen. Samo njega nekako izključujemo iz tistih bojev za naslov, enostavno zaradi tega, ker je bil zadnjič na zmagovalnem odru na veliki nagradi Italije. In tu velja poudariti, da mnogi navdušenci se sprašujejo, zakaj je Oscar Piastri kar naenkrat postal tako slab, tako počasen, vse nekaj drugega kot tisti Piastri, ki smo ga videli v prvi in drugi tretjini letošnje sezone. In tu je moja teorija, moja interpretacija tistega, kar se je morda lahko zgodilo v McLarenu naslednje. Samim razvojem prednje prebe so zadeve usmerili v tisti stil vožnje, ki je nekako bolj domač Landu Norrisu. Da se bomo bolje razumeli, tu sem poiskal telemetrijo obeh voznikov na letošnji veliki nagradi Mehike, kjer je bila očitna razlika v kvalifikacijah med enim in drugim. Piastri je izgubljal v prvem, drugem in tretjem sektorju. Ampak, če pogledamo, bomo takoj videli, da je bil Norris on, ki je bil sposoben skozi ovinek prinesti več hitrosti. Tu se sedaj lahko začnemo spraševati, zakaj. Gre med enim in drugim voznikom za neko bistveno razliko, kar se tiče samega stila vožnje. Namreč Oscar Piastri, ko vzamemo tisto vožnjo po robnikih, še zdaleč ni tako grob kot na primer Lando Norris. Prav, če so pri McLarenu svoj razvoj usmerili v tisto smer, ki je bolj pisana na kožo Lando Norrisu, vidimo, zakaj se
enostavno ne znajde več, drugi pa pridobiva skozi vse sekcije. Ampak videli smo tudi, kako je Max Verstappen tisti, ki je v zadnjem delu letošnje sezone verjetno pokazal najboljše dirke v svoji karieri do tega trenutka. Žal se letos lahko tako razpletejo zadeve, da kljub temu, da bo Max najboljši na progi, tistem, kar lahko prisodimo na dirkah, in še zmeraj ne bo dosegel dovoljšnega števila točk. In tudi, da bi pri Maxu iskali neko slabšo dirko, ki bi lahko bila tisti vzrok, zakaj bo bil lahko letos drugi, se moramo vrniti naprimer na veliko nagrado Avstrije ali pa veliko nagrado Madžarske. Torej, praktično v centralni del letošnje sezone, kar je, če smo pravzaprav iskreni, še zmeraj v tistem delu sezone, ko Red Bull ni bil konkurenčen. In torej, situacija, ki verjetno marsikomu ne bo povšeč. Prvič, finale letošnjega svetovnega prvenstva še zdaleč ni tako odprt, kot nam mnogi pravijo. Max mora zmagati, prav tako Oscar, če si to želi, ampak po drugi strani mora Lando Norris enostavno odstopiti. Lando Norris lahko spusti pred seboj tako Oscarja kot Maxa, njemu je dovolj, da dirko konča kot tretji. Seveda, če eden izmed njegovih dveh nasprotnikov zmaga. Če ne, je lahko še bistveno bolj zadaj. In ne smemo pozabiti, da naprimer pri tovarniški ekipi Mercedes bi se lahko tudi nekako vsilili v boj za tista pomembna mesta. In drugič, vidimo lahko, da tista preferenca pri McLarenu se kaže, ampak potrebno je zelo malo. Ena sama napaka in praktično vsa prednost, ki so jo pri McLarenu imeli skozi celotno sezono, bo izginila. Ne smemo pozabiti na en dejavnik, ki ga marsikdaj spregledamo. Max Verstappen je motiviran in je mentalno izjemno stabilen. Lando Norris je tisti, ki nam v zadnjih dirkah je začel kazati tudi znake podrejenosti v primerjavi z Maxom Verstappenom. Oscar Piastri pa je voznik, ki pravzaprav so ga pri lastni ekipi, vsaj takšno je moje videnje, potisnili v stran. Ne bom se spuščal v razloge zakaj, ampak iz telemetričnih podatkov bi lahko smatrali, da pravzaprav mu niso znali ponuditi tistega, kar je rabil. In seveda drugi so priliko zgrbili. Sedaj, vprašanje, ali bo Oscar Piastri drugi voznik in bo pomagal Landu, ali bo njegov prvi nasprotnik. V nekem, recimo temu idealnem svetu, bi se lahko oba voznika McLarena začela boriti med seboj in Max Verstappen bi situacijo lahko izkoristil. Ampak, če se kdo spomni situacije iz sezone 2007, si bo verjetno priklical v spomin, da je pred zadnjo dirko Lewis Hamilton odstopil in tako praktično odprl vrata najbližjim zasledovalcem, najprej Kimiju Räikkönenu in nato Fernandu Alonso. A ne smemo pozabiti še na tisto zadnjo veliko nagrado, takrat veliko nagrado Brazilije, kjer je Kimi zmagal, ampak na drugem mestu se je znašel njegov moštveni kolega Felipe Massa. In tako Alonsa nekako potisnil na tretje mesto v skupni razvrstitvi,
kar je pomenilo, da je Emi imel točko prednosti. In zopet smo tam, na tisti točki, kjer pravzaprav malo kateri navdušenec pomisli, kako pomembno je imeti v pravem trenutku pravega moštvenega kolego, ki ti bo branil hrbet oziroma tvoje nasprotnike potisnil nazaj. Nekaj, kar je proti Papaja pravilom, ampak verjetno mnogi izmed vas ste že ugotovili, da ta Papaja pravila niso najboljša pogruntavščina v svetu motošporta. A videli bomo, kaj se bo zgodilo. Pred nami sta še 2 zaporedna dirkaška vikenda. Za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.